Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. Te Večer je zjutraj dnevno informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 28. oktober 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. O zmagovalcih 28. festivala slovenskega filma v Portorožu. Zakaj tam ni bilo najbolj pričakovanega slovenskega filma te jeseni? 3 leta vlade Giorgie Meloni. Kako obvladuje Italijo? Na trenutno zanemarjeni piramidi v načrtu tudi gostinska ponudba. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Prejšnji teden je v Portorožu potekal že 28. festival slovenskega filma. Tam je bil seveda tudi naš filmski kritik, pisec na kulturi Matic Majcen, ki je z mano v studiu in bo delil komentar, utrinke iz festivala. Matic, tam si bil v bistvu cel teden, oziroma dobršen del tedna. Povej, kakšno je bilo vzdušje, kakšni so bili filmi, ki si jih videl, oziroma kot radi rečemo, v kakšni kondiciji je letos slovenski film. Zdravo, najprej na začetku bi vsekakor rad povedal, da gre za festival, ki je vsako leto boljši. Težko si je predstavljati, da je to bil festival še pred 10-15 leti, kjer ni bilo dosti filmov, kjer dobesedno so imeli težave pri sestavljanju programa, kjer so bile dileme, komu recimo podeliti legitimno neko nagrado. Zdaj pa dejansko imamo pred sabo festival, kjer je polno dobrih filmov, kjer so filmi dobri, mislim res kakovost se iz leta v leto dviguje, to povečanje proračuna slovenskega filma se bo tudi vedno bolj poznala, tako da mislim, da festival slovenskega filma po 28 letih postaja ena taka pozitivna zgodba, tudi vzdušje je res dobro, ker tja pride ogromno filmskih študentov in to daje tisto pravo energijo festivalu. Tako da vedno so bili ti očitki, da mesto Portorož ne živi s tem dogodkom, ampak se mi zdi, da gre festival v eno pravo smer, da se osredotoča na te študente, na mlade, ki so res navdušeni nad filmom, tako da to ni več problem. In konec koncev tudi, če pogledaš recimo filmski festival v Cannesu kot največji festival na svetu, je to v bistvu strokovni festival, tja navadni ljudje ne morejo in se mi zdi, da je mogoče tudi za Portorož to ena pot, v katero bi lahko šel še bolj v prihodnosti. Kako je pravzaprav videti tvoje delo tam, kaj to pomeni za filmskega kritika, koliko filmov vidiš, kakšni so tvoji dnevi v Portorožu, vsako leto si tam? Zelo odvisno od tega, kakšno je v bistvu tvoje delo, ne? Se pravi, če delaš neke intervjuje, če so zanimivi strokovni dogodki, se boš bolj osredotočil na to in niti nimaš časa gledati toliko filmov, ker pač moraš pisati in moraš narediti te članke vsak dan sproti. Je pa res tudi to, da je festival slovenskega filma mogoče malo specifičen, ker si dosti teh filmov že videl prej, ne? In smo jih tudi v Večeru že sproti pokrivali. Tako da prav premiere, slovenske premiere doživijo zgolj peščica filmov tukaj, ne? In na tiste se potem pač bolj usmerim. Recimo na primeru letošnjega festivala sta bila 2 najbolj odmevna filma te sorte Skriti ljudje Mihe Hočevarja, ki je tudi odprl festival, in pa Fantasy od Kukle, ne? To sta bila 2 filma, ki smo jih vsi zelo težko pričakovali. Tako da res čisto odvisno od festivala do festivala je drugače, ne? Veliki zmagovalec letošnjega festivala je najbrž film Kaj ti je deklica, Urške Đukić. Praviš, da to ni presenečenje. Kakšen je tvoj komentar? Na zadnji dan so torej podelili Vesne, kako si ti videl te podelitve? Pa v bistvu je zadeva zelo zanimiva, ne? Ker recimo festival slovenskega filma je festival, kamor morajo filme prijaviti producenti, ki so prejeli javna sredstva za svoje filme, ne? In potem se pojavi ta problem, da recimo 2 filma, ki sem ju omenil, Fantasy in pa Skriti ljudje, sta na tem festivalu prikazana prvič v Sloveniji, medtem ko film, kot je Kaj ti je deklica, je pa že opravil celo distribucijo, je imel že uspešno mednarodno festivalsko pot in se potem postavlja to vprašanje, kako primerjati ta 2 filma, ne? Spravi, nek film je že lahko celo leto izdeloval ta hype, gradil na tem, in pa na drugi strani pa filme, ki jih vidiš prvič. Tako da žirija ima izredno nehvaležno nalogo.
in mislim, da je to en majhen problem, ki ga ima ta festival, ne. Mislim, da bi mogel festival bolj odločno pritisniti na producente in ustvarjalce, da pošljajo svoje filme sem. Zakaj? Zaradi tega, ker kot vemo, je največja afera, če lahko temu tako rečemo, bilo dejstvo, da predvsem film Belo se pere na 90 ni bil na letošnjem festivalu slovenskega filma, ampak so ga filmarji raje poslali na LIF iz profitnih finančnih vzrokov in potem se postavlja vprašanje, kakšna je ta letina, ki jo je žirija ocenjevala, če ni celovita, če so filmi imajo tako različen status. Ampak na koncu, če pogledamo od tistega, kar je bilo na voljo, je definitivno zmaga filma Kaj ti je deklica zaslužena in tudi 5 vesen za film fantasy je zelo na mestu. Zdaj, ko si ravno že omenil Belo se pere na 90, kakorkoli gledamo, z kateregakoli stališča, verjetno gre res za najbolj pričakovan slovenski film te jeseni. Ti si ga boš ogledal kot filmski kritik malo pred nami, pred drugimi že v četrtek. Kakšna so tvoja pričakovanja oziroma kako torej gledaš na vso to zgodbo okrog filma, ki se zdaj dogaja, no, še preden ga sploh publika vidi? Težko je reči, mislim, res kot filmski kritik poskušaš iti na projekcijo kot nepopisan list, ne. Belo se pere na 90 je en projekt, v katerem je bilo ogromno že povedanega in res poskušaš ne gledati na to, kar je bilo izrečenega. Mislim, slišiš tudi ogromno mnenj, slišiš ljudi, ki ti rečejo, ja, film je razočaranje, film je super, a ne, in po vseh teh letih izkušenj veš, da enostavno moraš tam na licu mesta si izoblikovati svoje mnenje. Je pa res ta problema, ne, tega filma, zakaj ni bil na festivalu slovenskega filma. Mislim, da je to, kot sem že prej povedal, res ena stvar, na katero bi mogli biti na Slovenskem filmskem centru bolj pozorni. In res je škoda, no, festival slovenskega filma bi lahko bil še boljši, če bi bil ta film tam. Res bi lahko bil močen tekmovalni program in bi vesne razdelili še med več filmov, ki bi si to zaslužili. Tako da to je v bistvu največji problem trenutno nasploh slovenske filmske scene mogoče. Matic, hvala za tvoja pojasnila. Brali bomo torej še nekaj iz festivala, pa potem tudi naprej slovenski film in vse ostalo, kar boš pisal. Hvala. Hvala tebi. 3 leta so minila, odkar je Giorgia Meloni postala predsednica vlade Italijanske republike in se s tem zapisala v zgodovino. Je namreč prva ženska na tem mestu in tudi prva predstavnica stranke Bratje Italije, ki je neposredna naslednica postfašistične stranke Italijansko socialno gibanje. Kako Giorgia Meloni obvladuje Italijo? Njena stranka je izrazito desno usmerjena. Premierka se nikoli ne priznava za protifašistko, temu se stalno izogiba in fašizem je mimogrede omenila le ob nekaterih priložnostih, kot je bil umestitveni govor pred 3 leti. To, da se jasno ne distancira od fašizma, ji seveda pogosto očitajo. Meloni se otepa novinarjev, sama ne sklicuje novinarskih konferenc, tudi intervjujev ne daje, razen kakemu novinarju iz njenega političnega kroga. Je pa zelo poznana in zelo priljubljena med svojimi volivci. Pogosto nastopa v parlamentu in na raznih prireditvah. V nastopih je groba, mestoma tudi prostaška do opozicije. Njena tema pa je vedno ista. Ona veliko dela in dobro dela, za kar je narobe, pa je kriva opozicija in njeni predhodniki. Pri izbiri sodelavcev pa velja samo eno načelo, zvestoba in seveda sorodstvo. Zakaj ima Meloni rada ameriškega predsednika Trumpa in zakaj ne mara večine evropskih politikov? Kaj njej in njeni stranki napovedujejo javnomnenjske raziskave in ne nazadnje, zakaj se je izognila Portorožu? Odgovore najdete na spletu in v tiskani izdaji Večera. Pišemo pa tudi o urejanju mariborskega hriba Piramida. Del piramide je že očiščen armatur, trsov in drugega bujnega rastja, ki je v zadnjih letih prekrilo dotrajan vinograd. Ta zanemarjena mestna veduta se tako te dni razkriva v podobi, ki je Mariborčani in Mariborčanke niso videli že od srede 80. let prejšnjega stoletja, ko je bila na območju zadnja velika prenova. Do konca leta bodo delavci strojno odstranili še preostanek dotrajanega delno odmrlega vinograda, nove trte pa zasadili predvidoma prihodnjo jesen. V načrtu je manjši vinograd z 12.000 trtami sort, primerni za penine, ob tem pa tudi zasaditev domačih sort sadnega drevja in medovitih rastlin.
Ob tem bodo na novo utrdili sprehajalno pot skozi vinograd, uredili odvodnjavanje, postavili razsvetljavo in urbano opremo, predviden je učni čebelnjak in celo sezonska gostinska ponudba. Direktor Mestnih nepremičnin Ranko Šmigoc je pojasnil: predstavljamo si, da bi lahko imeli ne celoletno, pač pa sezonsko ponudbo v mobilnem objektu z mizicami na prostem, za kave, kozarec vina, penine. No, kritični moment za piramido pa bo spomladi, ko se bodo lotili globokega oranja. V Mestnih nepremičninah že iščejo kvalificiranega izvajalca, saj teren zahteva posebno pazljivost. Koliko bo Mestno občino Maribor stala investicija in druge podrobnosti o naši piramidi pa v tiskani izdaji Večera. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 28. oktobra 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam ustreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.